Zakaj premirje ne pomeni miru? Svet pozdravlja dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, ki začne veljati v nedeljo. Potekal bo v 3 fazah. Hamas bo postopoma izpuščal talce, Izrael pa palestinske zapornike. Izraelska vojska naj bi se v 6 tednih umaknila iz Gaze, pogovori o naslednjih fazah šele sledijo. Premirje je prva pozitivna novica v 15 mesecih, kolikor traja brutalna vojna oziroma genocid nad Palestinci. Doslej je bilo v Gazi ubitih 47.000 ljudi, od tega okoli 18.000 otrok. Ampak premirje ne bo končalo trpljenja Palestincev. Izrael namreč okupira še Zahodni breg, Vzhodni Jeruzalem in Golansko planoto, kjer je po padcu Asadovega režima v Siriji še okrepil prisotnost svoje vojske. Kljub odločitvam in pozivom mednarodnih institucij se ni umaknil z teh ozemelj. Izrael se na to požvižga, pri tem pa ima podporo Zahoda, predvsem ZDA. Brezpredmetna je praktično tudi odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je novembra lani izdalo priporni nalog za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da bi mu sodili za vojne zločine nad Palestinci. Da ne bodo spoštovali odločitve sodišča, je sporočilo tudi nekaj evropskih držav. ZDA pa so sodišču zaradi tega zagrozile s sankcijami. Dobrodošli torej v novi realnosti, v kateri je genocid sprejemljiv, njegovo preganjanje pa kaznivo.